Regionalni RTV center pa bo posnel tudi drugi slovenski citrarski večer, ki se bo zgodil jutri ob 7. zvečer v Lučah. Zato zdaj v studiu pozdravljam citrarsko legendo Cito Galič. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Kakšen je vaš odnos do citer, da so citre ljudski instrument? Vsi vemo, kaj pa, če se citre pojavijo recimo temu v pop glasbi, rock glasbi, klasični glasbi. Kako vi gledate na to? No, hvala Bogu, da se pojavijo tudi v drugih zvrsteh glasbe in ravno to je bil tudi namen Citrarskega društva Slovenije, da smo tudi malo pripomogli k temu, da je pred 11 leti, da so prišle citre v javno šolstvo, se pravi v glasbenih šolah se lahko poučuje citre, tam pa spoznavamo vse zvrsti glasbe, poleg ljudske, seveda tudi klasiko, moderno glasbo, jazz in tako dalje. Zakaj pa pred 11 leti tega ni bilo v glasbenih šolah? Prej seveda smo se trudili, pa še nismo uspeli, no takrat smo pa uspeli kot ljudski inštrument priti v družbi diatonične harmonike in tamburic v javno šolstvo. A je bila diatonična harmonika prej v glasbeni šoli? Ne, vsi trije inštrumenti so prišli skupaj. Vi ste poučevali kar nekaj instrumentov. Dotikali ste se instrumentov, ki imajo strune, torej citre, kitara, klavir. Kateri vam je najljubši? Ja, katerega najraje poučujete? Ja, malo bi bilo smešno, če bi zdaj rekli klavir. Ja, no pač citer se ni dalo pri nas študirati. Tudi še zdaj se ne da jih študirati, samo zdaj imamo vsaj nižjo in višjo stopnjo, se pravi 6 let. A ne, tisti pa, ki hoče naprej, mora iti še vedno v tujino. Takrat je tujini je bila bolj kot ne zaprto še, da bi lahko šli to študirati in sem potem izbrala klavir in glasbeno pedagogiko za svoj študij in to tudi uspešno zaključila. Zdaj pa seveda s srcem in dušo pri citrah, danes ste prišli s citrami, seveda ne. Nekaj nam boste zaigrali, skladba se imenuje? Skladba se imenuje Savinjska dolina Franja Bergerja, to pa ravno zato v čast Savinjski dolini, kajti tam bo tudi drugi slovenski citrarski večer. Izvolite.
To je bila seveda zelo znana skladba Savinjska dolina v izvedbi Cite Galič. Kdo se je vse prijavil na ta drugi slovenski citrarski večer? No, ko smo lansko leto prvega pripravili na Prevaljah, je bilo tam okrog 40 citrarjev. No, letos jih je že malo več, okrog 60. In moram reči, najmlajša je stara 8 let, najstarejši 80 let. In nastopili bodo od solistov, duetov, tercetov, kvartetov, skupin, potem ne samo citre, tudi z vokalom, z drugimi inštrumenti, tako da bo kar pisano na tem koncertu. Kakšne skladbe bo možno slišati? Verjetno to je bila slovenska ljudska. To je bila narodno-zabavna skladba Franja Bergerja, ki je pa že skoraj ponarodela, ker mislim, da jo zelo veliko ljudi pozna. Je pa res, da je pogoj na razpisu bil slovenska ljudska skladba, druga pa slovenska, ker želimo s tem koncertom, da se ohranja naša kulturna dediščina, seveda pa da damo tudi priznanje vsem slovenskim glasbenim ustvarjalcem, skladateljem, da se predstavijo tudi citrarji z njihovimi skladbami. In da se glasba citr sliši še vedno daleč naokrog in še dolgo leta. Najlepša hvala za obisk in pogovor. Uspešen večer želim. Hvala lepa.